Dober dan, lepo pozdravljeni, čeprav se še vsi zbiramo, predlagam, da začnemo. Predvsem me veseli, da danes izjemoma svoje gledalce tudi vidim in čutim. Dobrodošli, upam, da bo ta interakcija uspešna. Lepo pozdravljam svoje goste. Že v uvodnem delu plenarnega zasedanja smo slišali veliko o ukrepih države, s katerim bi turistom omogočili 5-zvezdična doživetja. Minister, gospod Zdravko Počivalšek, je predstavil novo turistično strategijo do leta 2021. Načrti države so ambiciozni, naj jih zelo na kratko še enkrat povzamem. Do leta 2021 naj bi s turizmom zaslužili približno tretjino več kot zdaj, številke ste slišali že prej, torej do 4 milijarde evrov, lani za ilustracijo naj povem 2,3 milijarde, ustvarili naj bi do 18 milijonov prenočitev, lani smo jih, naj obudim spomin, 11 milijonov, prenovili ali zgradili naj bi od 18 tisoč do 22 tisoč novih turističnih sob in vse to, kar sem zdaj naštela, naj bi omogočilo, da bi za poln delovni čas zaposlili 12 tisoč ljudi, zdaj imamo v turizmu zaposlenih 8 tisoč ljudi. Skratka, cilj je jasen, 3,7 milijarde evrov, kako uresničiti preskok k višji dodani vrednosti in boljši izkušnji. Pred mano je Zdravko Počivalšek, gospod Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Matej Valenčič, direktor in solastnik agencije Luxury Slovenija. Agencija deluje v tujini in k nam privablja predvsem zahtevne goste, take, kot ste nekoč dejali, ki vse opazijo in ki jim povprečno ni dovolj, kaj ne? Tako, naprej, dr. Nenad Filipovič, že prej smo gospoda poslušali, zanimivo predavanje. Gospod Filipovič je mednarodno uveljavljeni predavatelj in svetovalec iz poslovne šole Bled. Gospa magistra Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, dober večer tudi vam. Ženska kvota ni zagotovljena, ne, kot vidite. Naslednji naš gost je gospod Miloš Cerovič, generalni direktor hotela Intercontinental, prvega 5-zvezdičnega hotela v Ljubljani, ki smo ga letos tudi spoznali, sicer pa gospod Cerovič ima tudi veliko izkušenj na vodilnih funkcijah hotelov v tujini in za tiste, ki tega ne vedo, gospod Cerovič je izjemen plavalec, leta 2000 je nastopil na olimpijskih igrah, kaj ne? Tako, ja. Tako, in za konec naš gost je tudi gospod Andrej Prebil, predsednik Turistično-gostinske zbornice Slovenije, v tej vlogi danes nastopa in seveda tudi predsednik uprave hotelov Bernardin v Portorožu. Lepo pozdravljeni najprej vsem skupaj. Predlagam pa takole, da sledimo ključnim točkam strategije in poiščemo tiste poti, ki bi vodile Slovenijo do prvič inovativnih butičnih izdelkov, drugič, gostov, ki se bodo zaradi izjemne izkušnje v Slovenijo spet vrnili in ne bomo pozabili na pomemben del, to so zadovoljni ljudje, ki v turizmu tudi delajo. Takole. Po mnenju pripravljavcev strategije je osrednjega pomena politika investicij. Gospod Počivalšek, začela bi pri vas. Po nekaterih ocenah je kar 50% turističnih podjetij v državni lasti. V strategiji predlagate državni sklad za prestrukturiranje podjetij v okviru, deloval naj bi v okviru SDH-ja. Ali nam lahko o tem skladu poveste kaj več? Ja, dejstvo je, da je tako, kot ste povedali, da je 31 oziroma 32% podjetij v državni lasti, od teh pomembnejših. Če gledamo premoženje, pa je to skoraj 40%. To je pač ena unikum slika, ki ne vem, če še kje druge v Evropski uniji tako ali tako ne obstaja in tukaj moramo najti neko rešitev. Problem na tem področju pa v tem, da se ta zadeva ne da rešiti čez noč. Mi ocenjujemo, da je ta razdeljenost na različne sklade, različne oblike državnega premoženja nesprejemljiva in da je z vidika različnega upravljanja tega premoženja tudi posledica
uspešnosti in neuspešnosti teh podjetij. Je tudi nekaj izjem, ki so bolj izjeme kot pa pravilo. Želimo najti oziroma vzpostaviti pogoje za neko prehodno obdobje. Končna slika teh podjetij je privatizacija, o tem ni dobenega dvoma. Problem je v tem, da se to ne da narediti čez noč. Če to delamo čez noč, pridemo do takih in drugačnih praks, s katerimi se srečujemo. Tudi na obali imamo vsaj od teh dveh primerov enega takega, za katerega lahko odgovorno in brez dlake na jeziku rečemo, da po našem strokovnem mnenju ne gre v pravo smer. Zato smatramo, da moramo vzpostaviti koncentracijo tega premoženja za to prehodno obdobje. Koliko časa naj bi trajalo to prehodno obdobje? Najprej da povem, kako. Tukaj sta dve možnosti. Ali naredimo znotraj kakega od obstoječih državnih skladov koncentracijo te lastnine, ali naredimo nov sklad. Mi smatramo, da je boljše, lažje, hitreje narediti specializirano divizijo znotraj SDH-ja. Tudi ideja o slovenskem demografskem skladu za to prehodno obdobje ni slaba, ampak ne vemo, na kak način bo nastal, koliko bo politike. V tem trenutku, glede na obstoječe razmerja, smatram, da je najlažja, najhitrejša pot, da to naredimo znotraj SDH-ja, vendar moramo zagotoviti na nek način mednarodno, znano, uspešno upravljanje te specializirane divizije znotraj takega sklada. Ko me sprašujete, za koliko časa, v moji glavi je pač prepričanje enega srednjeročnega obdobja, pa če hočete obdobje tele strategije 4 do 5, 6 let. Dejstvo je, da se od danes na jutri ne da prodati tega premoženja na način, da bomo zagotovili ustrezne lastnike, odgovorne lastnike, ki bodo ta podjetja razvijali. V osnovi pa sledimo pri celi privatizaciji načelu premišljene privatizacije, kar pomeni dve stvari. Da je pomembno, za koliko to podjetje tako drugačno, ne samo turistično prodamo. Drugič, enako pomembno, če ne še bolj, komu to prodamo, pa niti ne to komu, kaj bo s tem podjetjem jutri. Se pravi, da moramo s prodajo zagotoviti perspektivni razvoj. In tudi vse te peripetije, ki se odvijajo nazaj gledano, če hočete Savo, zdaj čisto aktualna zadeva v zvezi z Istrabencem. Vse to je glavno vprašanje, ali tem lastnikom še naprej zaupati. To je glavno vprašanje, ki buri duhove v javnosti. Obstoječe stanje je dejstvo, da je slabo in v obstoječem načinu, če tega ne stabiliziramo, jaz osebno mislim, da ne bojo šle stvari na boljše. Če bomo ponovili vajo, kot so jo predstavniki slabe banke izvedli z enim drugim podjetjem iz Ljubljane, iz tega področja na Istrabencu, smatram, da to ne bo v redu, oziroma pričakujem, da se to ne bo zgodilo. Zato rabimo, za to vmesno obdobje, eno specializirano, koncentrirano hišo, ki bo znala s temi hoteli upravljati, pa naj mi ne zamerajo moji kolegi, tudi bivši, pričakujem, da se zavedate vsi direktorji takih podjetij, da bo iz teh podjetij na teh načelih, ki smo jih povedali, potrebno iztisniti več. Dobro. S temu rečem, da ni dovolj, da se imamo fajn, ampak moramo dosežiti ne samo ponudbo 5-zvezdično, ampak to, kar je dr. Verčič povedal, moramo dosežiti tudi ceno 5-zvezdično. No, in ko smo že pri ceni, gospod Valenčič, povprečna potrošnja turista v Sloveniji je okrog 120 evrov. Vi privabljate v Slovenijo goste, ki tu potrošijo 400 evrov. Kako vam to uspe? Lepo zdrav vsem skupaj. Res je, ta številka 100 in nekaj evrov je neka povprečna številka. Marsikdo zapravi več, marsikdo zapravi manj. Pa bom poskušal razložiti, kako sestavimo teh 400 evrov, da bom videl, da pravzaprav je lahko ta številka premajhna včasih. Poglejte, soba v dobrem 5-zvezdičnem hotelu stane za 200-300 evrov, to se pravi za enega 150. Pa dodamo še en izlet z voznikom, privatnim avtom in šoferjem, je to dodatnih 150 evrov posebej.
se pravi že 300. Damo že lahko kosilo in večerjo v dobri restavraciji hitro 400 evrov. Če k temu dodamo še mogoče kakšen izlet v jamo, zasebni ogled, vožnjo spletno, privatno vožnjo z ladjico po Ljubljanici ali kakšno drugo doživetje, so te številke lahko hitreje bistveno višje. Se pravi, imamo po vašem mnenju v Sloveniji dovolj teh, bom rekla, produktov za visokega gosta, dovolj zanimivih, dovolj inovativnih izdelkov? Imamo jih kar nekaj. Tako. Imamo jih kar nekaj, tako da lahko zagotovo zapolnimo en lep 10-dnevni program. Seveda smo pa vedno veseli novih možnosti, novih doživetij, ki se pojavljajo vsak dan v naši deželi in jih z veseljem vključujemo v naše produkte. Hvala lepa. Doktor Filipovič, v Sloveniji beležimo gospodarsko rast, tudi turistični obisk narašča, pa me zanima vaše mnenje. Je zdaj čas za vlaganje v turistično infrastrukturo? Strategija, ki so jo danes predstavili javnosti, govori o vlaganju v turistično infrastrukturo. Mislim, da sploh ni vprašanje, ali je čas za vlaganje. Mislim, da je bolj jasno vprašanje, oziroma mislim, da vsi vemo odgovor, da brez vlaganja je praktično nemogoče pričakovati premik. Tako da vlaganje ja. Vprašanje seveda je, ali smo sposobni narediti iz tega en poslovni case, primer, ki ima in prihodkovno in odhodkovno stran tako, da lahko zagotovi povračilo teh vlaganj. Vlaganje je vedno vlaganje v prihodnost, prihodnost pa nikoli ni zagotovljena. Torej, vlaganja ja, vlaganja v kritične točke in seveda zelo jasno vprašanje, kdo vlaga, kateri del tega gre na privatno, kateri gre infrastrukturni del, se nekako pričakuje, da to uredi država, ampak tle so vlaganja možno samo zelo selektivno. Jaz mislim, da več in hitreje dobimo od privatnih vlaganj na mikroravni, ki zagotavljajo določene premike na manjših okoljih. Se pravi, drobna podjetja, lokalna podjetja, ta spodbuda je po vašem mnenju potrebna. Nažalost pa nosilna podjetja po velikosti so pri državi precej izčrpana in problem je, da tisti del podjetniške infrastrukture, ki so sama podjetja, torej hotelske kapacitete, sobo. Mislim, gospod Verš je pokazal sobo s pogledom na Pariz, na Eiffelov toranj. To sploh, mislim, to je na nek način zavajajoče sporočilo, ker če boš prodajal samo sobo, ne boš dobil 100 evrov. Torej, mi ne smemo prodajati sobe. Je pa dejstvo, da če je soba za nič in če je hotel v razpadajočem stanju, potem pa ne pomaga. Ne? In kako torej doseči to dodano vrednost, po vašem mnenju? Dodano vrednost, višjo dodano vrednost lahko da samo storitev. Danes je produkcija dobrin, vključno z osnovnim hotelskim paketom, torej transport do soba, osnovni meni, to je tolikšna ponudba v svetovni ravni, da ne moreš pričakovati višje dodane vrednosti samo na tem. Torej, prostor za dodano vrednosti samo v komplementarnih storitvah. Seveda, se pravi, osnova mora biti tisti, ki mora zagotavljati visoko dodano vrednost. No, če je katera panoga multidisciplinarna, je to zagotovo. Osnova pa seveda mora biti higienski minimum. Če higienskega minimuma ni, potem pa nimaš na kaj dodati to dodano vrednost. Ampak mislim, da je utopija računati, gledajte, mi smo komaj zgradili en 5-zvezdični hotel v Sloveniji. Mi ne moremo računati, da bomo zdaj zgradili še 10.000 sob v Sloveniji 5-zvezdičnih. Torej, ponudba mora od drugod priti, ki doda to dodano vrednost na eno solidno infrastrukturo, ki ni razpoznavna kot dodana vrednost sama po sebi. Soba je solidna, ne govorim zdaj o Interkontinentalu, soba je v enem 4-zvezdičnem hotelu, je solidna, ni 5 zvezdic, ampak komplementarna ponudba naredi to razliko. Še to bi vas vprašala, naj Slovenija naše hotele, ki so trenutno v državni lasti, proda tujcem ali ne? Moje osebno mnenje je, da je to sekundarno vprašanje, da je to strateški lastnik, ki ima določene finančne možnosti in določeno zgodbo, zakaj jih kupuje, da jih ne bo naprej izčrpaval, ampak da bo z njimi nekaj naredil, da bo zagotovil, da je upet v svetovne mreže
to so vprašanja, ali to tuji lastnik, ali pa mi tuji lastniki, sekundarno vprašanje. Kar izvolite, minister. To se strinjam z dr. Filipovičem. Pri turizmu res ni vprašanje domači ali tuji, ampak je vprašanje, kdo s kako vsebino bo delal naprej. Turističnega hotela vi ne morete odpeljati. Se pravi, tujci si kupi problem, ki ostane v Sloveniji. To ni enako, kot če kupite eno prehrambeno tovarno, kupiš trg, preneseš proizvodnjo. Skratka, delovna mesta v turizmu imajo to prednost, da niso prenosljiva. Ko jih enkrat narediš, pa če koliko laufajo, tam ostanejo na cenejša področja. Tako da to je res nepomembno. Pomembno je, da pridemo do lastnikov, ki bodo vedeli, kaj s temi podjetji narediti naprej gledano. Gospa Petra Stušek, Ljubljano tržite kot butično destinacijo. Kaj gostu ponudite, da je to doživetje res vrhunsko? Lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, mogoče sem zdaj jaz res vmes en tampon med infrastrukturo, o čemer smo zdaj govorili. Verjetno bi prej lapsus, da je edini hotel v Sloveniji 5-zvezdični zdaj, ker vemo, da jih imamo sicer več, je pa dejstvo, da smo ga izredno veseli v Ljubljani, da smo ga težko čakali, je pa to tudi za nas samo zgolj ena osnova in mi smo ta komplementarnost, o kateri je bilo pravkar govora. Mi predvsej govorimo o butičnosti. Najprej dajmo sploh razčistiti, kaj dejansko butik je, vsaj kaj to nam pomeni. Butik je dejansko izbrana ponudba visoke kakovosti in kdor jo prodaja, točno ve, kaj prodaja. In tudi to ponudbo izbira, to izbrano ponudbo daje na svoje police. Mi v bistvu sebe gledamo, kot zdaj govorim mi, kot Turizem Ljubljana, v okviru turizma v Ljubljani in regiji, ki ga tržimo, sebe gledamo kot ta butik, torej mi smo tisti, ki izbiramo, kaj bomo na te police dajali. Smo čez fazo, ko smo se šli, recimo neke vrste egalitarnost, ko smo vse enako zastopali, ko smo mislili, da moramo pravzaprav vsem enako pravico priznati trženja v turizmu, temu že dolgo časa ni več tako. Mi moramo vsi zastopati kakovost, seveda pa poleg tega, da tržimo tisto kakovost, ki že obstaja, smo mi tisti, ki delamo na lokalnih nivojih, ki dejansko ustvarjamo tudi, ali pa pomagamo soustvarjati to kakovost. Za razliko od nacionalne organizacije, ki promovira to, o čemer zdaj govorimo o 5-zvezdičnih doživetjih, kar še zdaleč ni zgolj, recimo zgolj hotel ali infrastruktura. Mi smo tisti, ki to kreiramo, to dodano ponudbo. In recimo, če konkretno odgovorim na vaše vprašanje, mi smo že leta 2014, ko je pričela veljati zdajšnja strategija, začeli na drugačen način delati klasična vodstva. Klasična vodstva smo spremenili v doživetja. Ljudje so na vodstvih po Ljubljani dejansko doživeli obdobja, ki smo jih predstavljali. Ne vem, recimo v primeru Emone smo jih preoblekli v Emonce, so jih vodili emonski vojščak in Emonka in tako dalje. Tudi zdaj vsako leto dodajamo eno tako podobno vodstvo. Na vinskih vodstvih smo naše vodnike izobrazili v someljeje. Učili se pravi someljeji in so tudi pridobili potrebno izobrazbo. In zdaj prihajamo v naslednjo fazo, to je kreativni turizem, ko dejansko gost ne želi biti več opazovalec lokalnega življenja. On želi biti soudeleženec, pa ne da pride zgolj na eno prireditev, ki je pomemben del turistične ponudbe, seveda, da ne bo pomote, temveč si lahko tudi, da soustvarja to svoje doživetje na destinaciji. Ne vem, v našem primeru recimo, da si naredi sam nek spominek, ki ga bo odnesel v Ljubljano, ali pa da biva v hotelu, kjer ima za zajtrk lokalne sestavine, to tudi ve, zaradi zelenih nabavnih verig, torej uživa bodi si okuse Ljubljane ali druge jedi, ne iz tega nabora iz lokalnih sestavin, in gre čez dan na to farmo oziroma to kmetijo, kmečki turizem ali kakorkoli v okolici Ljubljane, kjer si lahko pomaga se ustvarjati ta zajtrk. To so tiste butičnosti, ki jih mi ustvarjamo, pa tudi zelo uspešno tržimo in jih tujci pravzaprav veliko bolj poznajo kot mi domačini. Hvala lepa.
Mr. Celovic, Slovenia is one of 100 countries in which the Intercontinental chain has its hotel. What benefits has Slovenia gained with your presence here, and how has Intercontinental benefited by being in Ljubljana? Great question. First of all, thank you very much to the STO for inviting me this afternoon to this distinguished panel. I believe the investment of Intercontinental in Ljubljana is a win-win for both the destination and the hotel chain itself. There are many benefits that Ljubljana will receive in the years to come from having Intercontinental and accepting its community. First of all, our hotel has been built on a latest safety, service and technological standards. So this is a hotel that not only satisfies requirements in the region of regional travelers, but also in a very affluent global traveler, and it's the first hotel with a 5-star rating in the city. Our aim is to attract Slovenian talent pool from abroad, but also develop talent here in Slovenia. So whether they stay with us in the years to come or move on to different hotels, they can still serve those affluent travelers, those most discerning travelers that Matej, for example, mentioned, that are spending 400 euros, 500 euros a day, that have a very, very high expectations. So by being in our hotel, experiencing the luxury, getting that eye for details, they will be able to serve the city much, much better. Intercontinental Hotels Group has one of the largest loyalty program in the world, in the industry as well. We have over 100 million loyal members. So we're hoping that at least small percentage of that will use their membership benefits and visit our destination. So we are trying to put Ljubljana on a world map. On the map. How busy is the hotel already? The hotel is very busy, even before the opening, and the feedback that we received from colleagues, from agents, for our corporate clients, they were anxious for us to open. We even before August 25th, our semi-opening date, we had many guests who came to visit even construction site just to see the size of the room, to see the mock-up room, to see the ballroom, already started planning their events in our hotel. So the demand is overwhelming. We are extremely pleased with how the first 2 months turned out. Thank you very much. Gospod Prebil, v kakšni kondiciji so slovenski, v kakšni poslovni kondiciji seveda so slovenski hoteli? V zadnjih 2 letih so se, če sodimo po podatkih, nekako izvili iz rdečih številk, ampak zanima me, kaj to v praksi pomeni. Ja, najprej lepo zdrav vsem skupaj. Slovenski hoteli so danes sigurno v boljšem stanju kot v preteklih letih. Treba se zavedati, da med leti 2009 in 2011 je prišlo do večje svetovne krize, ki je sigurno tudi vplivala na našo panogo. In po teh letih so tudi domači hotelirji sprejeli kar nekaj ukrepov, predvsem tudi na področju prestrukturiranja prodajnih kanalov in s tem pridobili, seveda s pomočjo tudi ministrstva, s stanitvijo oziroma ponovno vzpostavitvijo slovenske turistične organizacije, s tem pridobili nove goste, boljše goste, kar posledično seveda vpliva na večje število tujih gostov, višjo povprečno ceno in zasedenost. Na drugi strani so se zaključevali večje prestrukturiranje večjih družb v turizmu. Treba se zavedati, da večje družbe v turizmu so bile zelo zadolžene, niso imele sredstva, da vlagajo, niso bile poslovno niti finančno pripravljene na vstop v krizo. In zato je pač bilo potrebno tudi te družbe prestrukturirati in te so družbe, ki so največji minus prenašale v našo panogo. Na koncu je treba pač povedati, da z novimi pozitivnimi trendi
ki so v turizmu, bojo tudi te družbe lahko v bistvu začele boljše delovati in prispevati svoj delež k razvoju panoge. Zanima me, kako vi gledate na ustanovitev sklada za prestrukturiranje. Vodite hotele Bernardin, vemo, vaši lastniki so v večjih težavah. Kako vi gledate na to ustanovitev sklada za prestrukturiranje, za kasnejšo privatizacijo? Ja, jaz vsekakor mislim, da to zelo pozitivno. Dokaz temu lahko pogledamo primer Save Turizma, ki je šlo do povezovanja 6 različnih družb. Sava Turizem je v zelo kratkem času, 4 letih, povečala svoje poslovanje, torej EBITDA, za 100%. In seveda v zadnjem času, ko se je tudi stabilizacija lastnika lahko refinancirala vse svoje dolgove na eni strani in na drugi strani šla v večji investicijski ciklus, ki ga prej zaradi stanja lastnika pač ni mogla izvesti. Na drugi strani imamo, recimo, damo primer hotele Bernardin, z katerih izhajam, kjer je lastnik še vedno družba v stečaju in seveda hoteli Bernardin ne, da so zaključeni poslovno pa finančno prestrukturiranje, so tudi kljub temu uspeli priti do novega investicijskega ciklusa in povezovanja ene večje družbe, kjer lahko se dosegajo nove sinergije, na drugi strani pa zagotovijo normalni viri financiranja, ki so za to panogo potrebni in sigurno dobrodošli. Počakati s prodajo ali pohiteti? Jaz verjamem to, kar je tudi minister povedal, da prodaja turističnih podjetij je primerna takrat, ko so podjetja v stanju, ko se jih prodaja. To pomeni, da poslujejo dobro, da imajo primeren produkt in v bistvu dosegajo večjo dodano vrednost. Nova strategija veliko pozornosti namenja kadrom. To je, upam si trditi, ena šibkejših točk slovenskega turizma. Potrebujemo pa, seveda, to vemo, motivirane in zadovoljne delavce. Gospod minister, strategija predvideva povečanje zaposlenih z 8.000 na 12.000. Kaj to pomeni, kako bomo to dosegli? Najprej moram povedati, da imamo na področju kadrov več problemov. Najprej izhajamo iz tega, da turizmu treba delati takrat, ko se drugi zabavamo, se pravi sobote, nedelje, praznike. Tukaj gre za en sociološki problem, kdo je pač jutri pripravljen delati v taki panogi. In taki panogi lahko delajo tisti, ki to radi delajo, drugič, ki imajo neko satisfakcijo na drugi strani za tako delo. Mislim, da so težave spet, če pogledamo strukturo zaposlenih turizmov na obeh področjih. In na področju menedžmenta, ker bo treba vsaj na nek način v izobraževalnem smislu napredovati, če bomo hoteli slediti vsem tem sodobnim trendom, na drugi strani pa izvajalci, ker bo potrebno pač skozi šolski sistem, ki bo ustrezen, pripeljati do tega, da bomo prišli do ustreznih kadrov. Jaz sam osebno, še ko nisem bil minister, sem si vedno prizadeval in danes dajem ali pa izjavljam pričakovanja do naših šolskih kolegov v turizmu, da moramo tudi na tem področju narediti določene spremembe. Zdaj imamo sicer zakon o vajeništvu, ki bo omogočal tudi v turizmu, da se bomo na nek način nadgradili, vendar mislim, da bodo tudi v naših šolah morali narediti en korak naprej v tem kontekstu, da se ne bomo ukvarjali v tem izvajalskem smislu samo z čisto stroko. Mislim, da je ena od ključnih problemov pri nas organizacija dela, da bo moral šolski sistem dati od sebe tudi usposobljen srednji menedžment, kar bo pol omogočilo, da bomo nadgradili to zadevo tudi na višjem nivoju. Veliko je diskusij o plačah v turizmu. Tukaj velja za vsa podjetja, ne samo za turistično. Povsod tam, kjer jemljajo zaposlene kot sredstvo, imajo in bodo imeli težave. Tam, kjer so spoznali, da so pač zaposleni del
podjetja v tem kontekstu, da brez njih gre tukaj na koncu za storitveno dejavnost, ne bomo mogli preiditi iz tega srednjega razreda v višji, kamor hočemo, niti sanjati ne moremo tega napredka, če se to ne bo zgodilo. Vendar na eni strani mislim, da nas bodo razmere, ponudba, povpraševanje in tudi zakonski okvir, pa če hočete, strategija na širšem področju pripravlja do tega, da bomo zadeve nadgradili. Pa še en problem imamo. Imamo problem kadrovski tudi v tem kontekstu sodelovanja. Lokalni, regionalni, državni nivo, na tretji strani podjetja. Dokler ne bomo prišli do tega, da bomo imeli menedžment na vseh teh točkah urejen in sodelovanje tudi ne bo napredka. Tukaj posebej mislim na lokalni nivo, ker gre za občine, če hočete, lokalno skupnost, podjetja in ves ta del je treba na nek način zaokrožiti z nekim lokalnim destinacijskim menedžmentom, ki mora biti za to usposobljen. Mi veliko o tem govorimo, ampak na velikih področjih pač se niti ne zavedajo tega problema. In povsod tam, kjer so te zadeve nadgradili, so uspešni. In največji primer za dobre rezultate in tudi fizično, finančno rast rezultatov je Ljubljana. Tako, gospod Valenčič, nikjer v strategiji ni zapisano, da bi bili kadri lahko tudi bolje plačani, ne? Kako torej priti do tega napredka, o katerem govori gospod minister? No, jaz ne menim, da bi moralo biti v strategiji zapisano, kakšno je do plače. Seveda ne. Je to neka mikroravna oziroma stvar gospodarstva. Verjetno so plače v tem trenutku takšne, kakršne jih pač zmore trg. Verjamem pa, da bo z številom obiskovalcev in z višjo dodano vrednostjo, da bodo tudi plače rasle. Prepričan sem v to in vemo, da je dobre sodelavce potrebno dobro plačati, da seveda pa ni plača edini motivator, tako kot je že minister rekel, navezal bi se tukaj, delo v turizmu, življenjski stil, lifestyle in tudi to je lahko eden od motivatorjev, poleg seveda plača. Doktor Filipovič, je plača motivator ali ni? Kaj vi menite o tem? Kako motivirati ljudi v turizmu? Glejte, področje motivacije je verjetno eno izmed področij, ki jih, če se upam uporabiti besedo znanstveno, poznamo, izjemno dobro poznamo in ki je praksa najbolj odstopa od tega, ker vemo, da je res. Vse raziskave, psihološke, sociološke, celo neuroznanost, možgani, nam zelo jasno povedo, plača je motivator samo za najbolj mehanska osnovna dela. Takoj, ko gre za, oprostite za besedo, uporabo možganov, torej kjer tisti, ki dela, ni samo avtomat, plača ni več motivator. In to je dokazano. Zdaj, kako to uporabljamo, jaz vem, da imeti kazalnike uspešnosti, plačati odvisnosti od norme in tako naprej, da te stvari so normalne, uporabljamo jih danes, ne smejo ostati na tem, to je, brez tega nema premika. Je pa dejstvo, da če higienika ni, spet smo na tem, tako kot na infrastrukturi, če človek komaj preživi ali ne preživi s plačo, potem pa cela zgodba pada. Gospa Stušek, kako vi gledate na kadrovsko problematiko v Sloveniji? Lahko izbirate, ne? Lahko izbirate. Kako vi gledate na kadrovsko problematiko, se vam zdi problematično? Seveda, mislim, se tudi mi vsak dan delamo prvenstveno. Mislim, vse se začne pravzaprav pri kadrih, ne? In pri motivaciji, to je dejstvo, to vemo vsi, bodi si na, če smo na javnem, oziroma na javnem proračunu ali pa na zasebnih proračunih. V vsakem primeru je motivator, mislim, mora biti kader motiviran, bodi si skozi plačo, bodi si skozi druge. Tudi vsi imamo enake izkušnje tukaj, pravzaprav nekaj dosti novega povedati, bi bila pa mogoče majčkeno bolj praktična. Mi imamo, jasno, tako kot vsak pozitivne in negativne izkušnje, mogoče bi še kot predtem
rekla, da se absolutno strinjam, da se veliko začne v šoli, da je tam v šolah, da je tam še neverjetno, zagotovo manevrski prostor, vendar tudi mi na terenu lahko veliko več naredimo, kot delamo do sedaj ali pa kot smo delali do sedaj. Mi recimo zaznavamo zelo veliko zanimanje strani fakultet, tudi srednjih šol, da pridejo k nam, da se učijo od nas, kar nas v tem celem kar nas pri tem veseli, ni zgolj vedno večja pogostost tega, temveč spoznavanje, da s tem profesori ne zgolj zapolnjujejo kurikuluma, temveč so študentje ali dijaki resnično zainteresirani. Res jih zanima, res razmišljajo, res postavljajo vprašanja. To se v zadnjih letih nekoliko spremenilo, kar pomeni, da v šolah se nekaj dogaja, da se jih motivira. Potem pa pridejo na teren, oziroma v prakso, se pa recimo zgodi več stvari. Konkretno mi delamo vsake 2 leti izbor Ljubljanska kakovost. To pomeni, da gremo na teren po metodi skritega kupca ocenjevati restauracije, trgovine, ponovno bomo tudi hotele, kjer ocenjujemo po vseh parametrih, od seveda ponudbe same, kvalitete, tudi recimo kako stranišče zgleda, skratka več različnih kriterijev je. In na koncu vedno bolj izrazito v zadnjem času pridemo do tega, da je ponudba vedno boljša, ponudba je že v velikih primerih res odlična, storitev pa izredno šepa, vsako leto bolj. Se pravi, kadri niso usposobljeni, to čutite? Kadri niso usposobljeni, pa to ni zgolj v gostinstvu. Lansko leto smo naredili, usposobljen je prava beseda, ker ni tukaj zgolj motivacija. Morda pa usposobljeni odhajajo v tujino, v Avstrijo, na primer. Ni nujno, ali pa pač tistemu delodajalcu, ki ga bolj ceni, vendar je teh delodajalcev odločno premalo, ne. Lansko leto smo delali strategijo kulturnega turizma na nivoju Ljubljane, nas ni nič zanimalo, ali je inštitucija lokalna ali je nacionalna, pomembno je bilo, da deluje na našem področju. Naredili smo skupaj strategijo kulturnega turizma, na podlagi česar se skupaj odločamo oziroma imamo konsens, kaj bomo v tujini promovirali. Vsi bolj ali manj razumejo, kaj dejansko kulturni turizem pomeni, sedaj tudi bolj razumejo, da ni vsaka ponudba za tujega turista, ampak ko pa pridemo ponovno do terena, se pa izkaže, da imajo zaposlene študente, ki zelo dobro poznajo njihovo ponudbo, potem pa en tujec vpraša, kaj recimo si je še za ogledati v Ljubljani ali pa kaj ponuja sosednja inštitucija, se pa že zaključi. In tukaj je potrebno za to zavedanje, da imamo tudi tu mi veliko možnosti, recimo mi konkretno smo k temu pristopili na način, da smo se dogovorili, da bomo mi delali delavnice za njih in jih usposobljali v to, da jim bomo širili obzore in podobno. Res je, da je to določen strošek. V tem primeru smo se mi odločili, da ga nosimo, ne samo za kulturne, tudi za druge ciljne skupine, za katere smatramo, da je dobro skupno izobraževanje in kjer sedijo iz različnih inštitucij skupaj in se tudi med seboj spoznavajo. Ampak ta strošek se ti v končni fazi na celotnem območju, v tvoji destinaciji zelo hitro povrne in po deseteri. Ja. A lahko samo dodam, šola naj bi nas naučila učiti se in tle se konča šola. Ona nas nikoli ne uči za celo življenje. Prvo. Drugo, poprečno vlaganje v izobraževanje v slovenskem podjetju v turizmu je 6 slabše, kot je poprečno slovenska. V slovenskem podjetju je približno 2-krat manjše, kot je vlaganje izobraževanja zaposlenih v poprečnem evropskem podjetju. Torej, škarje se odpirajo, ne zapirajo. Tako da to moramo spremeniti, če želimo priti na višjo dodano vrednost. Mr. Celović, tell us something about your employees. Where do your employees come from? What was the selection process? Our main strategy when we recruited a team for our hotel was to find a group of employees who can deliver authentic experience, local experience, who can talk about the destination, but also find a different group of employees who can deliver on Intercontinental brand promises. So we felt that's a win-win combination. Are they from Slovenia? 90% is from Slovenia, but we do have colleagues from Germany, Netherlands, Hungary, Serbia, and so forth. Did you get the feeling that in Slovenia there were not enough quality people? On končni
contrary, we found a lot of quality employees, and I wouldn't generalize things. We found a lot of young, talented, ambitious colleagues that we have now without luxury experience, but they are willing to learn, they're willing to understand our standards, they're willing to understand our vision, and they're ready to deliver it. We are a very young team. Our average age in the hotel is 26. Tell us, how do you motivate them? Being 37 makes me very old in my hotel, so I think the motivation strategy starts with the interview process. One of my very first questions in the interview is, what drives you every day? What makes you get up every day when you go to work? If I sense even a slight hint that this is being driven by financial side only, for me that's already a little bit of a minus. We can never compete with car industries, we can never compete with tobacco industries. We are an industry that is open 24 hours a day, that works on a weekend, so it's very demanding industry. If you don't have passion for it, if you don't have ambition to learn and get infected by such DNA, then it's very hard for us to meet your expectations long term. So we motivate our team members with honest, genuine feedback every once in a while. We have policies and strategies in place that promote employees who perform well, give them exposure to different hotels worldwide, give them training opportunities. We are one of the companies that invest most in the trainings. So we don't necessarily want people who are driven by money, but rather people who are ready to learn and ready to get developed with us. Thank you. Gospod Prebil, večina ljudi naj bi bila v podjetjih redno zaposlenih, tako vsaj pravi zakon, v turizmu je ravno obratno. Vse več je atipičnih oblik zaposlitve, pogodbe za določen čas, SP-jevstvo, študentsko delo. Res je, da morda trenutno to ustreza obema stranema, delodajalcev in delavcev, ampak neizogibno je tak delavec pahnjen v nek podrejen in negotov položaj. Sprašujem vas kot predstavnika Turistično-gostinske zbornice, ali to zbornica občuti kot problem? Ja, glejte, odnos do delavcev je ena zelo zahtevna specifika. Treba je mogoče iti kakšno leto nazaj, ne? V bistvu, zakaj se danes toliko pogovarjamo o kadrih. Jaz mislim, da zbornica je že z mojim nastopom od prvega dne ponavljala samo eno stvar, in to so kadri. Torej, z nastopom krize je prišlo seveda tudi do pada prometa in seveda tudi do zmanjšanja števila zaposlenih v naši panogi. Posledično so se te zaposleni, ki so bili dovolj strokovni izobraženi in tako naprej, so se začeli zaposlovati v ostalih panogah. V letu 2015 z nastopom v bistvu novega obdobja v naši panogi, predvsem tudi kot posledica makroekonomskih zadev, seveda je prišlo do primanjkljaja teh kadrov. V panogo so začeli prihajati kadri, ki niso bili dovolj strokovni, dovolj usposobljeni, in zato v bistvu posledično tudi kakovost storitve s tem trpi. Zaposlenost za določen, nedoločen čas je popolnoma normalna stvar v naši panogi. Prej smo imeli lepo prezentacijo, kako recimo Hrvaška v bistvu prednjači večino v zaposlenosti za določen čas. Po drugi strani, če so zaposleni dobri, se strinjam, da obe strani v bistvu trenutno odgovarja taka situacija, ampak če so zaposleni dobri, jaz verjamem, da je v podjetjih situacija, da jim že takoj, ko odidejo, ponudijo nove pogodbe z njim, ko se želijo vračati. Kajti to je v bistvu tista stvar, ki naredi stabilnost podjetja in uspešnost. Z zaposlovanjem za nedoločen čas je pa edina pot, da se sezonsko zmanjšuje, to se pa zmanjšuje lahko z ukrepi, ki smo jih danes
v bistvu srečevali, torej z investicijami v nove produkte, z novo promocijo in tako naprej. Gospod Počivalšek, so te atipične oblike, jaz bi vas izvala še pri tem vprašanju, preden nadaljujemo, v interesu slovenskega turizma? Zdaj, jaz sem začel pri izvirnem grehu, za katerega smatram, da je vzrok za atipične oblike zaposlovanja, ne samo v turizmu, ampak povsod v gospodarstvu. To je po mojem globokem prepričanju delovnopravna zakonodaja. Mi moramo priti do tega, da bomo naredili en pošten korak naprej v smeri fleksibilnosti. Seveda, takoj, ko to rečem, sem napadan, da zagovarjam grde, umazane delodajalce. Smatram, da je direktna korelacija med številom zaposlenih za nedoločen čas in delovnopravno zakonodajo. Ravno nasprotno, kot trdijo tisti, ki smatrajo, da moramo strani države prisiliti podjetja, da zaposlujejo za nedoločen čas. Če fleksibiliziramo to področje, verjamem, da bomo imeli takojšnjo porast zaposlitev za nedoločen čas. Vendar to je pač problem, ki ga bo morala rešiti druga vlada, pa naslednja vlada, če ga bo rešila, in to v prvi polovici prvega leta novega mandata vlade. V zadnji četrtini je iluzorno razmišljati o tem. Jaz si želim samo, da ne bomo pokvarili tega, kar imamo zdaj na tem področju, čeprav je prišlo do enega dogovora med sindikati in zbornicami na tem področju, da se to dihanje podjetjem z obsegom dela v malo večjem obsegu tudi na tem področju omogoči. Zdaj, v samem turizmu je treba povedati tudi to, da je turizem, kakorkoli hočete, ima še eno prednost, da je najlažja vstopnica za trg dela za nove mlade generacije. Vsi od nas smo tako ali drugače začenjali svoje delovne izkušnje s tako ali drugačno obliko dela v turizmu. Seveda pa, če hočemo preiti na tisto 5-zvezdično raven, bomo morali začeti imeti drugačen odnos do delovne sile na vseh področjih. Tukaj se strinjam spet z dr. Filipovičem, da je sicer pomembna plača, ampak je predvsem pomemben odnos, motivacija z drugimi sredstvi, zato da si ustvarimo en tim, ki bo lahko igral 5-zvezdično igro. In če do tega hočemo priti, bo tukaj potrebno narediti korenite spremembe. Jaz bi se v zadnjih 10 minutah te razprave posvetila še turističnemu produktu. Ker pri vas, gospod minister, bi ostala v strategiji, je zapisano takole: Slovenija je globalna, zelena, butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in atraktivna doživetja, mir in osebne koristi. Kar veliko, ne? Slovenija res veliko ponuja. Kateri so tisti ključni produkti, ki jih vi vidite? Glejte, jaz najprej bom to skrajšal na zelo enostavno ZAZ. Zelena, aktivna, zdrava, 5-zvezdična destinacija. Ono se niti zapomniti za vsako znova. Tukaj so bile prej že naštete v prezentaciji direktorice STO-ja ključne zadeve. Jaz mislim, da ni naključje, da smo se, ali pa pozdravljam to idejo, da smo se danes dobili tukaj v Planici na zelenem temelju, da govorimo o zeleni, zdravi in aktivni destinaciji. Tukaj niti približno ne mislim zdaj na ta hotelirski del, ampak mislim, da gre za samo infrastrukturo, ki bo omogočala, da se bomo lahko šli vse te naše produkte, in znotraj vseh teh 4 naših regij, panonsko-termalne, imamo svojo zgodbo in produkte, alpske, mediteranske in srednje slovenske, in vesel sem, da je že v strategiji tako, pa tudi v praksi je tako, da v mediteranskem delu naše destinacije, morje in sonce niti približno ni na prvem mestu. Mislim, da je na drugem ali pa na tretjem, in tukaj imamo
veliko možnosti, da pokažemo svojo inovativnost in zadeve razgradimo. Lahko pa filozofiram zdaj čisto konkretno o Gospod Valenčič, kateri so ti produkti, ki jih vi promovirate in jih prodajate zelo zahtevnim gostom, katere izpostavite, ne samo v Ljubljani, širše mislim? Predvsem je bistveno pri teh potovalnih aranžmajih, ki jih oblikujemo, da je tak potovalni program en skupek produktov, ki so na voljo in da morajo biti ti produkti resnično sestavljeni v eno dobro smiselno celoto, da od začetka do konca funkcionirajo konsistentno. In to je po našem mnenju ena ključnih stvari, da produktov je dovolj, ampak jih je treba pravilno skupaj zložiti. Da je od trenutka, ko gost pride na letališče, da je avto čist, do hotela, do vodnika, do trgovine s spominkom, do restauracije in tako naprej. Kaj razkažete vašim gostom? Zdaj, odvisno, koliko imajo časa, ne? Različno. Seveda so ikone v Sloveniji izredno pomembne. Težko bi rekli gostu, ja, zdaj te pa ne bomo peljali na Bled, pa te ne bomo peljali v Piran, pa ti ne bomo pokazali nevinske regije, tako da to so te neke ikone, ki jih vsekakor vključuje 90% naših programov. Potem se pa trudimo, da to skombiniramo s hoteli, ki so višjega kakovostnega razreda ali pa so v svojem butičnem razredu odstopajo po kakovosti navzgor. Ampak kaj se hoče reči? Poglejmo samo, koliko produktov ima recimo na voljo za Turizem Ljubljana. Ne? Ogromno. In treba je samo te produkte smiselno umestiti v pakete oziroma v celoto, da to funkcionira, kot sem rekel, konsistentno, ker mislim, da je to najbolj pomembno. Dr. Filipovič, omenili ste srednja podjetja prej. Ali, bom rekla, imamo dovolj trdnih srednjih podjetij z jasno strategijo v Sloveniji? Kako vi na to gledate? Ali potrebujejo morda še kakšno spodbudo? Da strnem polurni odgovor v eno besedo ne. Nimamo dovolj. Takih, ki bi lahko že zdaj, ko se realno pogledajo gledalo, rekla, mi smo v redu. Imamo nekaj uspešnih, seveda srednjih, manjših, zagotovo ne zadosti. Ne mislim, da je to stvar, ki jo mora rešiti strategija. Jaz mislim, da marsikdo povsem napačno razume pomen strategije na ravni države. Strategija na ravni države da okvir, ki ga je država pripravljena podpreti. Če sem jaz podjetnik in najdem v mediteranski regiji možnost za prodajanje alpskega produkta na fantastičen način, ki ga kupi 50,000 ljudi, čeprav ni v strategiji, bom izredno uspešen. Hvala Bogu. Tako da strategija da določene smeri, ampak dajemo tudi prostor za inicijativo različnih podjetij. Problem pa je predvsem v tem, ali imamo na nivoju posameznih podjetij dovolj podjetniške pobude, znanja, razmišljanja, pa tudi malo kapitala, da se določene stvari naredijo. Ampak ne pozabimo, včeraj sem delal z enim podjetjem, ki smo predstavili zanimiv primer, vsi poznate Žilet. Podjetje, ki je največji tekmec Žiletu, je ustanovljeno 5 let nazaj s kapitalom $4,500. Danes je vzelo 20% tržnega deleža v Ameriki od Žileta. In je vredno $1 milijardo, prodano je za $1 milijardo zdaj. Tako da prostora pri nas je dovolj. Že tisti, ki ste brali Zlato tele, Ilfa in Petrova, Osta Bender je rekel, ideje naše, denar vaš. Mislim, da začnimo z idejami. Začnimo z to, kar je Hackathon in podobno. Začnimo z idejami. To rešuje spodnje, hitro rastoča podjetja. Na srednjih podjetjih pa spet ideja, ki nažalost ne more štartati od nule, ker tam nekaj že je, ampak potem poskušati to izkušnjo, ki jo danes ponujemo, transformirati v malo boljšo izkušnjo. Jaz sem rekel 3-letno obdobje, recimo minimum za srednje podjetje, da to naredim, bodimo potrpežljivi, stimuliramo menedžerje srednjih podjetij, da to naredijo. Hvala lepa, gospod Stušek. V Izoli pravimo, da je turistom v mestu prijetno zato, ker se domačini tam dobro počutimo. Seveda namigujem na overturizem, na prezasedenost. Kako je s tem v Ljubljani?
Tudi v Ljubljani to enako govorimo že leta, kajti dejstvo je, da smo domačini najboljši ambasadori turizma. Torej, če se domačini dobro počutimo, se bodo zagotovo turisti še toliko bolje, ker so v svojem prostem času in uživajo. V Ljubljani je bilo toliko že rečenega na to temo, mi pa seveda še vedno vemo in vztrajamo na dejstvih, ki kažejo, da z turizmom še zdaleč nismo prezasičeni. Res pa je, da zelo intenzivno delamo na temu, kar smo na lokalnem nivoju lahko zelo močni, in to je upravljanje tokov. Tokove pa lahko upravljamo zgolj z delanjem privlačne ponudbe, bodi si v regiji, bodi si novimi mednarodnimi prireditvami izven sezone. Skratka, mi smo tisti, ki imamo moč to narediti. Sam treba začeti pa res pri dobrih idejah, ki seveda mednarodno prodrejo in nam pomagajo delati desezonalizacijo, ljudi povabiti ven iz centra. Hkrati se pa dostikrat ustvarja mnenje na podlagi tega, da je center zasičen z ljudmi, ampak center imamo radi mi vsi, domačini in turisti. Skratka, to ni težava. Mislim, ni težava. Je težava, če lokalno prebivalstvo to tako vidi. Absolutno je težava, da to ne smemo obešati turizmu. Ne? In je dejstvo, da tiste turiste, ki pa jih imamo, moramo pa ustrezno usmerjati v regijo, pa tudi drugam po Sloveniji, kajti za nas dejansko Slovenija je ena destinacija in nas pravzaprav ne zanima, katera destinacija, kam bomo poslali goste, razen če seveda gost točno ve, kam hoče iti in točno to išče, ampak je naša naloga povedati, kje v Sloveniji, na katerem koli koncu, lahko tudi seveda absolutno na vzhodu, ne vem, Lendava, Žalc in podobno, kjer imajo atrakcije, ki in pa zraven kvalitetno ponudbo, ali pa Kočevje v končni fazi. Kjer imajo recimo produkt, ki se ga mi skupaj z Idrijo izredno veselimo in ga lahko naredimo recimo touring po UNESCO-vih sajtih, kakorkoli se to po slovensko reče. No, seveda nas zanima tudi, kako v hotelu Interconti predstavljajo Sloveniji. Mr. Cerović, how do you present Slovenia to your guests? Do you refer them to other Slovenian destinations? Well, our positioning statement is we're a luxury haven for affluent travelers looking for extraordinary experience between Alps and Mediterranean. So half of that mission statement talks about destination. We put marketing efforts, time, and all the contacts that we have through IAG in promoting the destination even more than we promote the hotel itself. For example, next month we have a group of 20 agents from US. They're mostly MICE-driven agents, and we are sponsoring a familiarization trip, a fam trip for them, and the focus is not on the hotel. The focus is primarily on the destination. We have a 3-day program for them from Alps to Med, and they're going to be visiting 6 or 7 different destinations. So we understand that Ljubljana needs, and Slovenia needs a little bit of help in promotion, even though for many of our guests, Ljubljana has been on a map for quite some time. So we are very, very proud to be here, and we are very proud to promote the destination. Thank you. Gospod Prebil, kako dvigniti cene hotelov? Kako pomembno je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo? Kako to občutite v Portorožu? Ja, v bistvu, jaz bi mogoče začel zaključne stvari, ki so pomembne za dvig povprečnih cen, za boljšo zasedenost, ne? In to je en spekter stvari, ki v bistvu jih je treba upoštevati. Jaz bom dal primer, zelo lep primer, ni ne bo Portorož, ampak bom dal Ljubljano. 10 let nazaj Ljubljana ni bila turistično razvita. 10 let nazaj ni bilo tujih investitorjev, ki bi investirali v Ljubljano. Nove objekte, nove hotele. To pomeni, da smo prišli v situacijo, da poleg posameznih hotelov, ki morajo razvijati svoje produkte, investirati in delati nove doživetja, nove zgodbe, seveda gre tudi za destinacijski menedžment. In kombinacija obeh z nadgradnjo kakovosti storitve, to pomeni vlaganje v kadre, kar v bistvu se danes pogovarjamo in kar tudi s projektom SRIPT, z bodočim ustanavljanjem akademij, kompetenčnih centrov in tako naprej,
bomo lahko prišli do te točke. Kar se tiče Portoroža, jaz mislim, da Portorož je na zelo dobri poti, da sledi sigurno v ukrepih, zna prisluhniti gospodarstvu in kar je ključna stvar, tudi gospodarstvo proba prisluhniti lokalnemu okolju in se skupnimi močmi pospeti en korak naprej. No, jaz bi morda v enem stavku za zaključek, preden besedo predamo občinstvu, vprašala vse enako glede promocije. Slovenija verjetno še ni dovolj prepoznavna, kje na tem področju graditi, kako se s tem spopasti. Gospod minister, predvidevate močnejšo slovensko turistično organizacijo, kaj to pomeni? Finančno predvsem. Moja dolgoletna mantra je, da je nacionalna turistična organizacija, v našem primeru Slovenska turistična organizacija, dežnik, ki skrbi za prepoznavnost Slovenije zunaj. Dežnik, pod katerim lahko podjetja svoje storitve prodajajo. Mislim, da smo tukaj naredili nekaj korakov naprej, po moji oceni smo nekje nad polovico tistega končnega cilja. Želeli bi imeti stabilno financiranje te organizacije, ne da je odvisna od vsakoletne volje trenutne vlade ali pa odnosa aktualnega ministra do turizma. Želimo to, kar smo naredili zdaj, ko smo podvojili budžet izpred 2 let iz tistih 4, 5, 6 milijonov na stabilnih 12, temu pridodati še en stabilen vir ali iz koncesije za igre na srečo, ker imamo sprejet zakon, pa ga ne realiziramo, in ne ali iz spremembe zakona o spodbujanju razvoja turizma, pravi, govorimo o turistični taksi, ker pričakujemo, da bomo speljali rešitev, ki je znana pri naših severnih in južnih sosedih, da se del turistične takse, v našem primeru mislim, da bomo zagovarjali 25, četrtino od tega nameni za promocijo na nacionalni ravni. Samo še to, kdaj lahko pričakujemo spremembo te zakonodaje, povečanje turistične takse, novi davki, kdaj lahko to pričakujemo? Še v tem mandatu? Zdaj, jaz pričakujem, da bo tale zakon na vladi, upam, da naslednji teden oziroma 26. oktobra v Lipici. Potem pa procedura in seveda v tem mandatu. Tako, gospod Valenčič, kaj pogrešate v promociji Slovenije? Zdaj, mogoče povedano eno zgodbo. Pred 4 leti, ko smo na police naših Luxury Slovenija produktov postavili doživetje jadranja na slovenski obali ali pa siransko delavnico v Bohinju ali pa kosilo na Voglu, so nas gledali, Slovenija, kje pa je to? Danes so stvari drugačne. Ko se danes pogovarjamo z tujimi agenti, je ta prepoznavnost bistveno večja, kar je verjetno refleksija tudi povečanega proračuna v promocijo. Ali pa naših športnikov morda? Tudi vsaka stvar je košček na mozaiku. Vsaka stvar, ki pripomore k promociji, če je to dobro in dobro namerno. Tako da moram reči, da v sodelovanju s turistično organizacijo dobro sodelujemo in si želim, da bomo tako še naprej. Tako da hvala. Doktor Filipovič, kaj vi menite? A se lahko zdaj jaz skregam z vsem? Lahko. Okay. Slovenija prvič je država, recimo, da je destinacijsko to brand, krovni brand, ki nekaj pomeni, ampak vse raziskave nam kažejo, da potrošnik danes ne verjame državi, verjame sopotrošniku. Točka 1. Točka 2. 15 milijonov vložka. Marriott kot lastnik Intercontija, Marriott Accor letno samo digital vlaga tam 80 milijonov, give or take, torej 6 več. Nimamo šans na ta način. Tako da, ja, naredimo eno higieno, koliko se da. Če mi ne dobimo zadovoljnega gosta, ki je pripravljen na booking.com dati review z 9,0 ali 9,5 ali 9,2 in 5-krat več reviewov, koliko jih imamo danes, pozabimo se.
Hvala da lepa. se začne in konča. Gospa Stušek, se strinjate s sogovornikom na vaši desni? A to sva se midva skregala? Mislim, seveda, vsak ima svoj prav, ne? Saj zato pa smo tukaj, da jih izmenjujemo. Jaz mislim, da tako kot vedno, da je resnica absolutno na sredi, ne? A je zdaj meni samo to vprašanje? Ali Ne, sprašujem vas, kaj pogrešate v promociji Slovenije kot predstavnica našega glavnega mesta? Kje vi vidite tisti, po katerih kanalih delovati morda, da dosežemo še več? Jaz predvsem mislim, da se v danem trenutku veliko preveč ukvarjamo izključno samo s promocijo in premalo s tem, o čemer smo do zdaj ves čas govorili. Ne. Ker imamo prevelik razkorak med promocijo, ki je v bistvu dobra, ali pa celo, lahko rečem, vedno bolj proti odličnemu, pa tem, kaj dejansko potem gost na marsikateri oziroma na marsikje v Sloveniji doživi. Ne. Tako da bi v principu morali vsi več delati prej na teh osnovah, po mojem iskrenem mnenju. Če pa grem na promocijo, pa jaz pravzaprav sploh ne občutim tega, da Slovenija ne bi bila prepoznavna. Tudi za Ljubljano to že dolgo ne velja več, vsaj tam, kamor smo mi sfokusirani, vemo pa točno, da ne moramo vseh trgov ciljati, tako kot nihče med nami, vemo točno, kam gremo, zakaj gremo tja, koga tam iščemo in med njimi ne najdemo več ljudi, ki Slovenije, oziroma so redki, ki nas ne bi poznali. Ne pomeni pa to, da mi vsi delimo isto izkušnjo in zato pač dejansko je to stvar nacionalne turistične organizacije, da spozna, kje so še te luknje, ki jih drugi občutijo. Ne. Je pa za nas v bistvu en pomemben razkorak ali pa korak naprej narejen s tem, sploh s to novo strategijo, kajti po mojem mnenju smo se vedno do zdaj ukvarjali s tem, koga bomo na tujih trgih tisto leto na največjih borzah promovirali. In smo imeli vse, s čimer v osnovi ni nič narobe, vendar v današnji poplavi informacij si eno leto eno destinacijo, drugo leto drugo, tretje leto tretjo ali pa kakšno leto celo dve nihče ni zapomnil in rezultat je bil tukaj. To smo zdaj poenotili, naredili smo te tako imenovane ikone, zdaj se moramo še med sabo nekako strinjati, da si potem moramo sami znati porazdeliti goste, kjer še nismo čisto, po celi Sloveniji in potem bomo lahko še bolj naklonjeni. Mr. Cerović, what are you missing in the promotion strategy of Slovenia in the world? Well, I would like to salute the STO for recognizing that being part of the luxury affiliates like Virtuoso, Amex FHR, Visa luxury collection of hotels is the way to go. That's the way to change the perception for affordable destination to a destination that can really bring value in an upscale way, the destination that can have a higher room rates, higher extra spending and keep up with Europe in that segment. Thank you very much. Samo še stavek, gospod Prebil, kako bi vi promovirali Slovenijo? Ja, jaz mislim, da se treba zavedati, da v zadnjih 2 letih sta bila ustvarjena ena 2 močna dokumenta in sicer postavljena bila nova strategija, čist nova smer slovenske turistične organizacije, ki bo sigurno dala vidne rezultate v prihodnje. Na drugi strani je vlada potrdila novo strategijo razvoja slovenskega turizma, na kar pa ne smemo pozabiti seveda na lokalno turistično organizacijo. In jaz mislim, da ta povezava krovne organizacije z lokalno turistično organizacijo in s prispevkom lokalnega gospodarstva je tista pot, ki bo v bistvu prepoznavnost Slovenije oziroma posameznih regij destinacij pripeljala na višjo raven. Hvala lepa. Tako je, mikrofoni so zdaj pripravljeni za vas. Pričakujemo vprašanja, komentarje, spodbude, kratke, jedrnate, sladke. Tako. Evo, mikrofon že prihaja, prosim. Aleksandar Valentin, 4 Points by Sheraton, Ljubljana. Gospod minister, recimo, da vam verjamem z vašo strategijo privatizacije teh paradržavnih hotelov, ki jih imamo. Zdaj me pa zanima, kako si vi predstavljate upravljanje. Koliko sem razumel, eno podjetje, ki bo imelo enega šefa in bo to vse skupaj ena firma, kjer boste spet uničili konkurenco,
Ali boste to naredili na tak način, da bodo prišli mednarodni operaterji, naredili konkurenco z različnih verig, tako kot nepremičninski skladi delajo, ne? Nepremičninski sklad mogoče dela s Hiltonom, Accorjem, Intercontinentalom, Marriotom itd. Hvala. Niti približno to, kar je bilo zdaj povedano, gre za to, da rabimo že znotraj državnega lastnika ekipo, ki bo obvladala turizem. Turizem je gospodarska panoga, vendar je specifična in zahteva specifična znanja. Mi danes v obstoječi razdeljeni upravljalski obliki DUTB, SDH, KAD-a razpolagamo z različnimi pristopi in v nobenem primeru ne mislim na to, da bo to eno podjetje. En sklad bo upravljal podjetja bodo samostojna. Nisem pa prej povedal tega, da smo in si želim, da v Sloveniji kljub vsemu ustvarimo 2 do 3 podjetja, ki bo v stanju investirati ali pa ki bodo v stanju investirati v Sloveniji in v tujini. Se pravi, da imamo prostor za 2 do 3 večje sisteme. V nobenem primeru pa ne, da bomo delali en konglomerat, če hočete, holding, SOST, kakorkoli. Gre za to, da se morajo obstoječa podjetja drugače upravljati, pa če hočete še enkrat, da se imajo ta vodstva podjetij fajn, ne zato, ampak zato, da bodo postavljeni čisto merljivi cilji. Se na koncu mi že danes imamo v strategiji upravljanja državnega premoženja, kamor spada tudi turizem, zapisano znotraj SDH-ja, da mora SDH dosegati 8% donosnost. Sicer tam piše do leta 2021, jaz bi si to želel prej. Povprečna donosnost vsega slovenskega premoženja zdaj je tam nekje na 4%, če se ne motim. V turizmu, če boste šli gledati, so zadeve različne in te zahteve je treba menedžmentom teh podjetij postaviti in jih morajo tudi dosežiti v nekem sprejemljivem roku, sicer je pa treba ukrepati. Mi pa valimo to situacijo naprej in jokamo in jamramo in ne investiramo. Seveda imamo veliko, tu ne gre zdaj za težave samo menedžmenta, gre za posledice, ki ste jih prej omenjali, za težave teh podjetij, ki so ta podjetja pripeljala do tega, da se na koncu izčrpavajo zato, da se neki drugi problemi rešujejo. Pridi do tega, da to očistimo, postavimo eno specializirano divizijo znotraj SDH-ja, če hočete, ki bo ta podjetje upravljala. V enem primeru bomo teh podjetij združevali, kveče bomo skozi privatizacijo prišli do teh 2-3 sistemov. Gospod v drugi vrsti. Ja, lep dober dan, Igor Judišič je moje ime, prihajam iz Popotniškega združenja Slovenije, torej Združenja Youth Hostlov v Sloveniji, ki letos, se moram pohvaliti, praznuje 125 let, odkar smo bili ustanovljeni leta 1892. In dejansko smo eni izmed podpisnikov zaveze za uresničitev te strategije. In zdaj vprašanje, kako prispevati k preskoku v višji dodani vrednosti, gre predvsem v smeri, ker je dr. Filipovič nazadnje povedal, torej ustvariti doživetje gosta takšno, da bo na booking portalih oddal tisto oceno, ki bo druge goste pritegnila in tega poslanstva se mi zavedamo in smo tudi v enem izmed preteklih polletnih obdobij bili najboljša veriga hostlov na svetu, kar smo se seveda tudi že pohvalili, se še hvalimo s tem. Singapur nas je prehitev in se opravičujemo zaradi tega. In če želimo torej prispevati k tem 3,7, jaz verjamem vsaj 4 milijardam prometa, je potrebno tudi produkte, ki jih imamo, predstaviti na način, ki bo razumljen tudi z generaciji, kar je bilo prej govora, kar pomeni, da če razumemo z generacijo, vemo, da te generacije ne moremo pripraviti paketa iz enega preprostega razloga, ker ta generacija ne želi biti gladko prečitana in če bomo mi paket pripravili, ki bo njemu ustrezal, tudi že mu ustreza, bo rekel, tu pa je nekaj narobe, ker me je nekdo dal v nek segment. Torej, kar je potrebno? Je potrebno ta doživetja, te programe, ki jih ima Slovenija, predstaviti na tak način, da bodo lahko mladi, ki prihajajo v Sloveniji, sami ustvarili svoj produkt, ga doživeli in s tem, kar nam manjka, in če bomo to dopolnili s primerno infrastrukturo v Sloveniji, tudi ta paket, ki ga bodo sami ustvarili, doživeli. Torej, še enkrat, to, kar je že podpisano, tudi javno izjavljam, da
bomo Potniško združenje tukaj skupaj z STO-jem seveda to generacijo poskušali kar najbolje nagovoriti. In jaz verjamem, da bo ta generacija zadovoljna vsaj tako, kot je bila do zdaj in bo seme za bodoče, ki bodo prihajali in tudi za to generacijo, ki bo nekoliko starejši. Torej, kako bi rekli, srečno strategiji in verjamem, da jo bomo skupaj ustvarili. Hvala. Hvala lepa. Kar visoko dvignite roke. Gospod Drago Bulc. Ja, mislim, da je stvari tečejo boljš, kot smo pričakovali še 2 leti nazaj. Moram reči, da jaz bi lahko osebno pohvalil predvsem promocijo Slovenije. Lani sem bil prvič po 40 letih na berlinski borzi izredno ponosen, da sem Slovenec. Namreč tako smo izpeljali oziroma ste izpeljali to promocijo, da so se drugi učili od nas. To je v redu, ampak zdaj prihajamo na tisto, da ljudje doma niso več pripravljeni recimo sprejeti tako prijazno turiste in me zanima, če je kakšno premišljevanje o tem, da bi spet speljali neke akcije komuniciranja z domačo javnostjo, poleg tega izobraževanja kadra, ki dela v turizmu, ampak tudi z ostalimi, ker na vsakem koraku prihajajo s turisti v kontakt. To se pravi, Slovenija moja dežela, turizem smo ljudje, turizem nas bogati. Tisti je v bistvu imel en strahovit odjek, tudi recimo tiste naše nageljne gneže. Potem pa še nekaj, mogoče to za ministra, kako pripeljati te mednarodne povezave, ki so katastrofalno slabe na železnici in nič kaj dosti boljše recimo v letalskem prometu. Namreč mi s Skandinavijo nismo povezani, razen čez poletje Finnair vozi, tam so pa v bistvu taki gostje, ki so sposobni plačati 5-zvezdična recimo doživetja, tudi dražje hotele in rabijo tudi več sonca, ki ga mi imamo. Hvala. Gospod minister, izzvani ste, verjetno je najbolje, da prevzamete še en resor. No, problem ta prometne povezanosti je velik. Dejstvo je, da z Italijo, ki je naš zahodni sosed, največ turistov pride iz Italije v Slovenijo, nimamo dobene niti letalske, niti železniške povezave. Upam, da bo ta železniška zdaj z Benetkami zaživela. Pa tudi, ko bo zaživela, moramo narediti nekaj na tistem časovnem terminu. Nekaj aktivnosti na tem področju smo imeli, lahko rečem samo tukaj, kaj ne bomo in kaj bomo. Strani države ne bomo dajali letalskim podjetjem denar za to, da bojo k nam letela. Bomo pa strani države pripravljeni podpreti vsako linijo na točki kamor oziroma od kamor se bo letelo. Se pravi, da bomo strani STO-ja promocijsko sodelovali pri tem, da bomo vlagali prepoznavnost Slovenije na točki, odkoder se bo letelo v Slovenijo. Moram reči, da smo kar nekaj aktivnosti na tem področju imeli, ampak ničesar nismo od tega do zdaj realizirali in tukaj je situacija težka. V tem trenutku se ukvarjamo s tem, da sploh obdržimo to, kar imamo. In jaz upam, da bomo najprej prišli do tega, da bo ta naš nacionalni prevoznik ostal na nivoju, kot je, da bomo na tej bazi lahko zgradili kaj več. Kaj bomo še delali? Delali bomo ali pa trudimo se, da bi omogočili razvoj letališča v Portorož, ker je nujno, da se naredijo določeni koraki naprej na področju, kjer je možno in je interes, da se z čisto generalno aviacijo ali pa s privatno aviacijo spostavi večja povezava Slovenije. Skratka, zavedamo se tega problema, odgovorov na ta vprašanja nimam vseh in tudi rožic tu ne morem
v tem trenutku sedi. Se slišimo? Hvala. Jaz bi se pa mogoče navezala na prvi del vprašanja gospoda Bulca. Zdaj, kar se tiče akcij z nacionalnim nabojem, nismo povsem pravi naslov, se pa spomnim tega in mislim, da bi, in če bo z nacionalnega nivoja prišel razmislek v to smer, se bomo zagotovo pridružili, zakaj ne. Je pa dejstvo, da smo mi, ko smo v bistvu tudi, tako kot vsi ostali v tej dvorani, brali strani medijev o prezasičenosti turistov, šli vprašati vir, o prezasičenosti s turizmom v Ljubljani, šli vprašati vir. Takoj smo se lotili dela, naredili takrat, ko je bilo najvišji nivo za letos turizma v Ljubljani, torej avgusta, smo naredili anketo med meščani, ker nas je zanimalo, kaj meščani delajo. Vzorec je bil reprezentativen tako na področju Ljubljane, kot smo ga povečali oziroma pojačali prav med živečimi v centru. In rezultat je bil v nasprotju z tistim, kar so mediji govorili. Ljudje se zelo zavedajo, kaj turizem prinaša v mesto, več vidijo pozitivnih kot negativnih plati. Zaradi turizma se nihče iz Ljubljane ne bi izselil, zgolj vsak 10, govorim na nivoju cele centra, je nezadovoljen s številom turistov v Ljubljani, da jih je preveč. Če gledamo pa celo Ljubljano, jih je pa še manj. Torej slika pravzaprav ni tako črna, da bi domačini nasplošno smatrali, da je turistov preveč ali da so moteči. Je pa dejstvo, da je potrebno poslušati posamezne signale, to, kar sem že prej rekla. Tako da nas bolj zanima, kako bi nam pomagali domačini sokreirati turizem. Zato recimo v naslednjem tednu smo naredili poziv domačinom na splošno, predvsem pa tem živečim v centru, smo se zelo povezali s četrtno skupnostjo, delamo delavnico za njih, dobrodošel bo čisto vsak, zelo se zavedamo, da bodo problemi, ki sploh niso povezani s turizmom, zato smo se tudi znotraj mesta povezali, da bodo tudi določeni drugi kolegi prisotni in poskušali odgovoriti na pereče težave, ampak nas bo zanimal tisti del in bomo poskušali debato usmerjati v to smer, kako bi nam domačini želeli soustvarjati turizem, kje se oni vidijo, tudi predstavili bomo to anketo med njimi narejeno in kaj mi, katere produkte, kaj mi sploh delamo. Tako da v bistvu ta dialog je nam zelo, zelo, zelo pomemben. Najlepša hvala. Če lahko še na tole. Gospod Mate, Tomaž. Če lahko samo tole še dodam. Oprostite, ja. Jaz mislim, da je ta problem, da bi bil ta problem, da imamo preveč turistov, zelo sladek. Niti približno nismo na tem področju, povprečju sploh ne. Če se v kakšnem kraju, v kakšnem delu leta to dogaja, to bolj problem menedžiranja, poslovanja na tem področju. In želel bi si, da bi že bili na tem nivoju, pa niti približno še nismo. Tako, hvala lepa, izvolite. Matjaž, sekcija za gostinstvo in turizem pri naši zbornici. Zmerno, ko se pogovarjamo, in tudi danes okrogla miza, se ni dotaknila Tamalih. Tamali, kjer so zelo pomemben igralec na področju turizma. Tamali, kateri so zdravi, večino 80% tamalih je družinskih. Tamali, to pomeni gostinci, mali hoteli, to, kar je tudi v svetu zelo se razvija z malimi, kjer so fleksibilni, kjer so lahko dotični, pri katerih se ne pogovarjamo o takih problemih, kot imajo ta veliki prezadolženosti in drugih stvarih. Druga stvar, kar se bo tudi moj kolega strinjal iz turistične zbornice, jaz mislim, da gostinstvu ne smemo naprtiti nobenih dodatnih finančnih bremen. Vsa ta leta, vse stalno nekaj dodajamo, imamo proti našim sosedam številno več zakonov, podzakonskih aktov, kateri so nesmisleni, te potegnejo za sabo vsake neke finančne obremenitve
In mi moramo delati z istim gostom, kot dela naš sosed v Avstriji, rečemo, njegovo stroški dela so dosti manjši, njegov delavc z isto bruto plačo, ko ga je dajem jaz mojemu delavcu, njegov delavc dobi skoraj 30% neto več. Imamo problem kadri. Jaz sem že 4. generacija v tem poklicu. Zmerno so bili problem kadri, dobri kadri. Moramo jih izobraževati. Prihaja ena mlada, nova generacija, ki razmišlja drugače. Moramo jim dati šanso, da bojo se razvijali, da bojo delali drugače, da bojo sledili novim trendom. Imamo še drug problem, ko greš iskat na zavod kadre. Tudi tega se moramo dotakniti. A veste vi, koliko imamo mi kuharjev na zavodu? 1500 kuharjev imamo nezaposlenih. Od tega zavod sam priznava, da 2%, če so sploh zaposljivi. Zaradi tega ni štipendij v turizmu. Zaradi tega nismo na odredbi za iskalce bez preverjanja trga dela in druge stvari. Tako da, kar dosti bomo morali delati na teh stvareh in moramo iti naprej. Če bomo šli naprej, bomo tudi uspešni. Ampak se tudi država mora zavedati, da ne more od nas nove in nove finančne obremenitve in od nas pobirati denar in da bomo mi uspešni. Mi moramo tudi in bili zelo, zelo veseli, ko bi lahko našemu delavcu dali dosti več plače, ko je trenutno dajemo, ampak računica se ne znese. Hvala. Hvala lepa, hvala vam. Prosimo še ostale, če pridete na oder za skupinsko fotografiranje. Torej, prosimo, da pridete na oder še za skupinsko fotografiranje. Hvala. Vmes, ko se boste seveda pripravljeni za skupinsko fotografiranje, še enkrat povemo uporabna znanja v dvorani Čaplja, to je Čaplja, kjer je prej stala Blovkova velikanka, zdaj pa sta oba olimpijska objekta HS 104 oziroma HS 139. HS pri smučarskih skokih ponazarja seveda velikost skakalnic oziroma tako imenovana hill size. Tam poleg tega je sedežnica, prav tako tudi dvorana Čaplja. 100 metrov oddaljena je dvorana Čaplja, sicer pa bo seveda tudi pestro v osrednjem objektu nordijskega centra. Tule zdaj pa mislim, da ste vsi pripravljeni za eno krasno fotografijo za zaključek tega plenarnega dela. Mi bomo nadaljevali seveda z našim programom še enkrat v imenu Slovenske turistične organizacije in pa seveda tokrat lahko s ponosom povemo tudi v imenu Nordijskega centra Planica. Dober dan in dobrodošli v Planici. Še enkrat povabljeni torej na ostala dogajanja, ne pozabite dvorano Čaplja, na kar nekaj zanimivih predavanj, na prevoz sedežnice na vrh letalnice.